Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes se potapljamo v zgodovino. Natančneje, v njo se je že nekaj časa nazaj potopila dr. Katja Hrobat-Viržole, ki je z nami tukaj, sicer tudi avtorica knjige V tišini spomina Exodus in Istrija. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Exodus je napisan v narekovajih. Zakaj? Je torej to res tema knjige ali pravzaprav ne bi smeli govoriti o Exodusu? Tako je, da sem dala v narekovaj, zato ker Exodus je termin, ki ni uporabljan pri nas dosti. No? V glavnem je za termin, ki ga je prevzel italijanski diskurs, Ezodo, ne? In s tem je poudarjena njihova viktimizacija, ne? Kot da so bile te selitve, migracije po drugi svetovni vojni povsem forsirane, no? Prisiljene in poudarjeno to čustvo žrtve in enih monopol takih velikih migracij, ki malo spominja na to mitsko razsežnost. Ravno zaradi tega se je pri nas slovensko zgodovinopisje in antropologija in raziskovalci, pa tudi na Hrvaškem, so se izogibali tega termina, ker se niso strinjali s tem, da je bilo to tako, da so bile tako masovne razsežnosti, predvsem pa, da so bile enonacionalne, ne? Torej, v naši interpretaciji so se izseljevali Italijani, ampak tudi Slovenci in Hrvati. Ne? In zaradi tega ta termin pri nas ni bil v uporabi. Zato sem dala v narekovaj, zato da poskusim vpeljati en termin v resnici, ki pa je mednarodno že priznan. No? Ste se pa kljub temu zdaj za mednarodno izdajo odločili vendarle za drugačno ime? Ja, zdaj ta knjiga je V tišini spomina, Exodus in Istra, in v Bergham Books, to je antropološka založba iz Oxforda in New Yorka, se mi je zdelo, da je naslov premalo definiran. Hkrati pa sem jaz sama odkrila, da je v bistvu precej naslovov v angleščini In the Silence of Memory. Tako da bo zdaj naslov knjige Silences and Divided Memories, The Legacy of Istrian Exodus. S tem želim povedati to, kar v slovenskem naslovu ni tako jasno, da v resnici pišem o percepciji Exodusa na strani tistih, ki so ostali. Torej, ponovadi se vedno v tej literaturi, pri kateri se obravnava neke premike populacij, ko jih je bilo ogromno, jih je bilo po vojni, kjer so te masovni premiki prebivalstva, se vedno piše o migrantih in v tej literaturi ponovadi obstaja en tak občutek, kakor da zdaj za temi migranti ni več nič. Ampak v resnici obstaja prostor, ki je ponovno naseljen, nekateri od teh se ne odločijo zaiti in kar je mene zanimalo, je v resnici, kaj se zgodi v redu. Že za čas Exodusa me zanimajo razlogi, pogoji in vse to zanj, ampak zanima me, kaj se zgodi v tem prostoru po njem. In to ponovadi raziskave ne vsebujejo. Ne? Vedno se koncentrirajo samo na proces migracij, ne pa in obravnavajo ta prostor, kot da je potem umrl, ampak prostor še naprej živi. Ne? Sej, glede na to, da gre za Exodus, ki se je odvijal že kar precej let nazaj, se pravi po drugi svetovni vojni, s kom ste pravzaprav govorili? Torej s potomci teh ljudi ali tudi z ljudmi, ki so dejansko še doživeli to? Govorila sem z ljudmi, ki so to doživeli v glavnem kot otroci najstniki. Ne? Govorila sem v glavnem z Istrani, torej z različnimi Istrani, ki danes živijo tu, torej različnih etničnih provenjenc, torej s tistimi, ki so italijansko govoreči, slovensko govoreči, od teh tisti, ki so domačini, torej Istrani, oziroma ki so živeli že pred Exodusom tu in tistimi, ki so po njem prišli potem z raznimi
priseljenci iz Hrvaške, Srbije, Makedonije, torej vsemi tistimi, ki tu živijo. Skušala sem govoriti tudi z ezuli, torej z migranti, ampak v glavnem sem bila zavrnjena, no. V resnici sem malo poiskala po njihovi literaturi, pa eden izmed njih, en predsednik enega teh združenj me je sprejel, z njim sem imela res 6 ur intervjuja v 2 dneh. Je bil pa tudi on sam presenečen, ker je bil prepričan, da bo mi uredil tudi druge njegove prijatelje, ampak so pa vsi zavrnjeni, no. Tako da mislim, da gre za to, da je ena velika jeza, razočaranje in hkrati so te ljudje navajeni strani Slovencev, Hrvatov tudi, z naše strani, enega drugačnega diskurza, da niso navajeni empatije in zato tudi niso me sprejeli k sebi, no. Jaz upam, da sem s to knjigo pokazala drugače. Ja, upam, da se bo vendarle kaj spremenilo na tem področju. Bi si mislili, da je vendarle to mogoče nekako v nekaj desetletjih v življenjski dobi enega človeka skoraj da poniknilo, ampak očitno ni, ne? Posledice so še danes opazne. Na kakšen način? Ne, saj tudi spomin, ko govorimo o spominu, spomin ni vedno samo tisto, kar je nekdo doživel, ampak se vedno naslanja na spomin neke skupine, ki s pomočjo skupnega spomina hkrati ustvarja identiteto, ne. Torej, vedno se spomin ustvarja v sedanjosti in spomin se prenaša, ne. Torej, tudi če sem govorila z ljudmi, ki so takrat doživljali to, ker so bili mlajši, imajo spomin v resnici starejših, ne, ker spomin se medgeneracijsko prenaša. Je pa vedno odvisen od sedanjosti in od pogleda iz sedanjosti na preteklost. To ni rekonstrukcija preteklosti, ampak je pogled na preteklost, glede na to, kako se danes počutiš, ne? Torej, komu pripadaš, kakšne podobe v preteklosti ta tvoja skupina danes ima, ne? Tako da, kako se pa to pozna? To se pozna kot, jaz govorim, da v travmi tega prostora, ne? Ker v bistvu nekaj, s čimer se ne soočimo, in o čemer potem ne govorimo, ker v resnici o Eksodusu so veliko pisali na italijanski strani, medtem ko se je v Sloveniji o tem molčalo. V resnici v glavnem ljudje niti ne vejo, koliko ljudi je odšlo, ne vejo niti, da so bila skoraj povsem je bilo zamenjeno prebivalstvo istrskih mest, ne. Da je odšlo praktično 90% italijanskega prebivalstva, le 10% se jih je odločilo ostati. Ne vejo, da je popolnoma se spremenila etnična slika teh mest, ne. Če je bila prej italijanska, je danes slovenska in so Italijani le v manjšini. In to, da se o tem ne govori, je toliko bolj težko in vpliva na vse. Vpliva na to, da se ta spomin prenaša oziroma ne prenaša še danes. Zato sem dala knjigi naslov V tišini spomina, ker je v tišini, praktično se o tem ni smelo govoriti. Zdaj, mislim, da se s to mojo knjigo in raziskavami tudi drugih malo odprlo, ampak ko sem se pred 11 leti, 13 lotila te raziskave, ljudje o tem sploh še niso hoteli govoriti o tem. Tudi jokali so z mano tisti, ki so se opogumili, v glavnem Italijanine. Tako da to se pozna praktično res v ranah družbe, ki dokler o njih ne bomo spregovorili, ne bodo zaceljene, ne. Po drugi strani imamo pa ne samo te, ki so ostali, ki se počutijo utišane, zanemarjene, pozabljene od obeh držav in Italije in Slovenije, no. Po drugi strani imamo tudi priseljene ljudi, ki potem, ko sem objavila knjigo, se je izkazalo, da ne vejo točno, kaj je njihov dom, ne? Da v resnici jim je šele ta knjiga dala eno zgodbo, s katero se lahko identificirajo, ne? Ker niso sodili v nobeno zgodbo in končno nekdo govori o tej specifični zgodovini tega prostora, ne? In oni so prišli v en prostor, ki ni bil njihov,
In imajo problem z identifikacijo. Ne? Mislim, če ne poznaš, kot je en gospod lepo rekel, mi smo prišli v ta prostor, nismo imeli nobenih medgeneracijskih vezi, jaz ne vem, v tej hiši, kdo je živel, ne poznam zgodb, ne poznam nič. Mislim, poznajo, seveda zdaj živijo že 70 let tu, ampak v resnici so to ljudje v tem prostoru brez korenin, ki si šele te korenine postavljajo. Ne? In tako, da se pozna to v različnih, lahko že samo ime Istre, mislim, kje pa še vidite regijo danes, ki se toliko ukvarja s svojim imenom. Mislim, v resnici... Ja, temu ste posvetili celo poglavje pravzaprav. Ja, zato, ker zame je to tudi odraz te nepredelane preteklosti. Mislim, to je precej, poznamo tudi druge regije, ampak je precej nenavadno, da za eno regijo, da ljudje ne vejo niti, kaj so. Ali smo zdaj Istrani, ali smo Obalčani, ali kaj smo. Kako da lahko obstaja toliko imen in kako lahko sploh obstaja toliko dilem, kaj smo. Ja, to je zaradi tega, ker ni neke kontinuitete, ki je prišlo do takega masovne zamenjave. Zdaj, če razmišljam, kdo je danes Istran? Ne vem, danes so verjetno tisti, ki so že pred Exodusom tu bili, in mogoče bolj se nanaša na podeželski del, medtem ko bo prebivalstvo mest, istrskih res težko zase rekel, da so Istrani, bojo rekli bolj, da so z obale. In mislim, to je tudi en diskurs, ki je nastal šele v 60-ih letih, ko so skušali ta del ozemlja, ki v resnici je del Istre, Istra se razteže že v Hrvaško in v Italijo in tukaj je samo majhen delček in so oblasti ga poimenovali drugače, obala. In s tem so skušali ločiti to zemljo od te neke istrske skupne identitete, hkrati istrska identiteta je pomenila tudi malo navezavo na Beneško republiko, na italijanstvo, seveda tudi Avstrijo. In zdaj s tem novim poimenovanjem se nekako ta teritorij tudi na novo prenesel neko, obala komu, obala torej ljudem, ki živijo znotraj Slovenije. In na nek način se potem loči od drugih dveh delov, kar je. Ampak vseeno ljudje so potem posod v javnih občilih, posod se govorijo samo še o obali, ne več o Istri. Torej, vse te generacije, ki so tu zrasle, so zrasli kot ljudje z obale. Tudi jaz, ko sem hodila sem gimnazijo, nikoli nisem nekaj, da grem v Istro, sem nekaj, da grem na obalo. In danes imamo cel problem, kaj je zdaj to. A je obala, je Istra, je slovenska Istra. Ja, zdaj se veliko govori predvsem o slovenski Istri, to je verjetno potem tudi nastalo šele kasneje, po Jugoslaviji, si predstavljam. Ja, niti takrat se ni, ker je takrat bil uveden ta pojem obala. Ta slovenska Istra je praktično, jaz ne vem, nisem specialist, nisem se poglobila prav v termin slovenska, ampak meni se termin slovenska ne zdi, ki se zdaj na veliko uporablja, ne zdi se mi pošten, ker zaradi tega, ker je res, da slovenski lahko označuje samo del državnega teritorija, da imamo hrvaško in slovensko, ampak ko rečemo v resnici, je stvar naše empatije, bomo rekli, ker ko rečemo slovenska Istra, bo marsikdo dobil občutek lahko, da tu živijo Slovenci, v resnici pa imamo uradno priznano italijansko manjšino, torej te ljudje, ki so se odločili ostati tu. Imamo tudi druge nepriznane manjšine, ampak mislim, da bi bila stvar naše odločitve, predvsem pa empatije in senzibilnosti, da tam, kjer so stvari precej težke in kjer preteklost boli, še ni razrešena, ker se kaže v tej tišini in v teh solzah in joku, bi bilo lepše pustiti ob strani ta etnični pridevnik, če vemo, da včasih so bila ta mesta v glavnem s italijanskim prebivalstvom. Tako da, ko rečemo slovenski, na nek način lahko razume tudi kot neko slovenizacijo. Mislim, se strinjam, da lahko označuje državo, po drugi strani se mi pa zdi zelo neempatično do zgodovine tega prostora in do ljudi, ki v tem prostoru danes živijo.
Torej, če živimo v enem takem prostoru, ki še ni prebolel te hrane iz preteklosti, bi mogli biti veliko bolj senzibilni pri uporabi terminov. No? In v tem primeru, ne vem, Irska je recimo rečejo Severna Irska. Ne? Mislim, se izogibajo tem etničnim pridevnikom ravno zaradi tega, da ne bi drezali v boleče rane. No? Ja, ker pravzaprav ravno etničnost, ki se je v resnici pojavila za res 100 let, preden se je zgodil Eksodus, je bila na koncu tista, ki je bila glavni razlog za odhod. Ali je bil to pritisk oblasti? Kaj pravzaprav so, na primer, navedli? Zakaj so se ljudje sploh odselili? V resnici je to zelo kompleksno. Zdaj, če beremo, v italijanskem javnem diskurzu prevladuje interpretacija, da so se morali izseliti, ker so bili Italijani. Ampak dobro, strokovna literatura ne piše tako, ampak je zelo posplošeno. Ne? Češ, ta teritorij je po vojni leta 1954 recimo pripadal Jugoslaviji in Italijani niso mogli več izraziti svojo identiteto in so bili prisiljeni oditi. Na nek način je tudi res to, ne smemo pa pozabiti, da je vendarle 10% ljudi se odločilo ostati tu, ne. Pridobili so pravice, manjšinske pravice, in razlogi so bili veliko bolj kompleksni. Je res, da marsikje je bilo težko izražati italijansko identiteto, recimo marsikakšne italijanske šole so ukinili, ker so se pač tudi izpraznile, ne smemo pozabiti, da prej sploh slovenskih ni bilo, ker so bile pod fašizmom ukinjene 20 let. Ne. Ampak po drugi strani in v bistvu je v ta teritorij je prišla večina, ki je govorila drug jezik. Torej, je bilo težko že govoriti italijansko, tudi zato, ker te priseljenci niso več razumeli. Ne? Mislim, tudi če imaš pravico govoriti italijansko, jo ne moreš izvajati, če te ljudje na ulici ne razumejo. Ker prvi val priseljencev, ki je prihajal v ta prostor, so bili res da ljudje iz Primorske. In te so bili po mojem načrtno povabljeni, zaradi tega, ker so znali oba jezika. Ampak potem, ko se začne množične migracije, bolj proti letu 54-53, takrat so pa prihajali res iz cele Slovenije in Jugoslavije, te ljudje pa niso znali italijansko. No? Tako da v bistvu v prvih letih, ko so bile bolj sporadične migracije, ko so ljudje prihajali sem, so v mestnem okolju je prevladovala italijanščina. Praktično si moral znati italijansko, da preživiš. Potem, ko je pa množičen eksodus bil v zadnjih letih in ko so množične imigracije bile, pa se je jezik okolja spremenil, pa praktično italijanščina ni razumel več nihče. No. Tako da je res, da je na nek način bilo izražanje italijanske identitete otežkočeno, bomo rekli. Ne pozabimo tukaj ne le na uradne pravice, ampak tudi na percepcijo. To je igralo veliko vlogo. Torej, glavno je prevladovala percepcija pri navadnih ljudeh, da so Italijani fašisti. Torej, ni bilo, kot so mi rekli meni moji sogovorniki italijanski, lahko govorimo italijansko, ampak če govoriš italijansko v tem prostoru, je kot da nekoga zbadaš, kot da drezaš v nekaj. Tako da raje ne povzročaš nelagodja. No. Tako da že ta percepcija bila negativna, potem so bili, to je kar precej vplivalo, Italijan fašist. Sploh pa te ljudje, niti ne te ljudje, ki so živeli že iz strani tu, ampak ljudje, ki so prihajali od notranjosti, niso poznali Italijanov, oni so pa šli s to percepcijo, Italijan je fašist. Tako da to je bil velik problem. No. Torej, iz sloja v času fašizma, ki je bil večvreden, Italijani so postali manj vredni in diskriminirani. Tudi če niso vedeli slovenščine, so tudi javno službo izgubili, ker si mogel biti dvojezičen za obdržati službe. Skratka, gre za marginalizacijo, ne moremo jo zanikati. Potem so bili ekonomski razlogi.
te socialistični ukrepi so odzeli, bomo rekli, posest, so razdelili bolj revnim tisto, kar so ljudje imeli preveč, ne. Zdaj to se je poznalo dobesedno v vsakdanjem življenju. Če je bil nek bogat obrtnik, mu je bila lastnina odvzeta. Seveda ni bilo samo Italijanom, ampak tukaj v tem prostoru so bili pač v glavnem Italijani ta bogatejši sloj, ne. Zdaj tudi konec koncev, če je nekdo živel v vili ali v neki večstanovanjski hiši, je kar naenkrat svoje stanovanje dobil druge ljudi, ker je bilo, torej priseljence, ker je bilo, češ ne more samo en človek živeti, ne, je treba razdeliti posest, ne, tako da naenkrat se je tudi nek Italijan znašel v isti hiši z nekom, ki ga ni poznal, ne, in so imeli zgodbe tudi o tem, da ne, tudi so videli nekoga s pištolo, torej nekega policaja ali karkoli. Skratka, ljudje so se zaradi takih ukrepov, ki mogoče niso bili naperjeni samo na etničnost, so imeli ene posledice, konkretne v vsakdanjem življenju. Potem je bilo zaprtje meje, pa problema, bo zdaj meja zaprta ali odprta. Veliko ljudi je imelo svoje službe v Trstu ali so prodali v Trst. Veliko ljudi je odhajalo za maso, ne, tudi moramo reči, da je bila tudi propaganda v Italiji velika, ne, da vas bojo tetini tu, ne, pa pridite v Italijo, to je boljše življenje, ker seveda večina od njih potem je ostala razočarana, ker so potem še desetletja živeli v barakah, ločeni samo z zavesami. Skratka, razlogi so bili res zelo kompleksni, no. Ni preprosto, ampak na nek način je to prebivalstvo prisililo v odhod, skupek vsega, no. V zvezi z nacionalizacijo pišete tudi o gospodu, ki je povedal, kako je sladoledarna oziroma nekdanji lastnik sladoledarne prišel nazaj in povedal, da je želel videti, kaj to je, da seveda denarja ne pričakuje ali česarkoli. Potem pa je novi lastnik pravzaprav sam ponudil, da bi začel odplačevati to sladoledarno. Je bilo takšnih pozitivnih zgodb veliko ali gre tukaj bolj za nekak svetov primer, ki se je znašel med temi pripovedmi? Ma ne, v resnici, ko greš raziskovati med ljudi, vidiš veliko, da precej drugače od tega, kar nas učijo na nekem politični ravni, ne, ker večkrat pride do nekih stereotipov, do nekega ustvarjanja umetnega sovraštva in tako posamične zgodbe kažejo o tem, da ljudje zmorejo to preseči, ne, da je humanost tista, ki prevlada, ne. Ja, ta zgodba je ena taka, tista, ki se recimo te najbolj dotakne, ne, ko človek, ki mu ne bi bilo treba preprosto iz občutka, iz nekega občutka pravičnosti in humanosti odplača nekomu, ko je bilo vzeto vse, ne. Mislim, in še potem so ostali prijatelji. Veliko imamo tudi zgodb tega, ko so te ljudje, ki so bili priseljeni sem in so prišli v hiše pod prisilo nekih italijanskih lastnikov, no, so potem te italijanski lastniki, ki so odšli stran, ker so se pač odločili, so predali hišo njim, ne. Mislim, potem čez leta so jo tudi odkupili ali pa so obdržali stike, ali pa med sosedi, ko so predali skrb za svojo lastnino, torej nekomu priseljencu. Predvsem tej, ki so prav prisiljeno, praktično, čeprav na eni strani so se te Italijani počutili potisnjene v kot, ker so dobili v stanovanje nekoga, ne, enega tujega, po drugi strani so pa ravno njim potem pa pustili to lastnino v oskrbo, no. Tako da to so te zgodbe, ki kažejo na humanost, no, na preseganje teh, kako bi rekla, teh političnih konfliktov, o katerih nas učijo preveč pogosto.
Čeprav o Eksodusu nas pa ne učijo prav veliko. Ne, o Eksodusu nas ne učijo, ne? V bistvu o tem se ne govori. To, bomo rekli, vsaka skupina, vsak narod, tudi vsak človek, ne? Ima vedno, spomin je vedno sestavljen iz spomina in pozabe. In eno gre z drugim. Vsak človek ali vsaka skupina, tudi narod, se spominja samo tistega, kar utrjuje njegovo pozitivno identiteto, ne? Ali pa identiteto kot žrtev, izpušča, zdaj ne bomo rekli, če namerno ali nenamerno, pa tisto, o čemer bi mogel premisliti, ne? Kaj je pravzaprav njegova odgovornost, ne? In zdaj Slovenci smo bili naučeni, predvsem tu na Primorskem smo naučeni, da smo mi žrtve in mi smo žrtve fašistov, ne? In ta vidik zgodbe je vedno poudarjen, veliko se v šolah govori o fašizmu in kaj je fašizem naredil za zatiranje slovenskega naroda, v resnici pa nikoli še nismo slišali, koliko ljudi se je izselilo iz Istre po vojni, ne? To je pa ta druga plat, kjer pa bi mogli se na ravni naroda vprašati, kaj pa naša odgovornost, ne? Mislim, ker če pomislite, zdaj jaz govorim kot antropologinja, ne kot zgodovinarka, in ena taka precejšnja razlika, ki jo opažam pri branju različne literature, je, da antropologi bolj gledamo z empatijo na ljudi, ne gledamo, kaj je zgodovinska resnica, ampak kako se ljudje počutijo ob teh spominih, recimo, nam ni pomembno točno, kako je bilo, ampak kaj ljudje danes občutijo, ko o nečem govorijo, ne, recimo v preteklosti. Tako da... Se o kako velikih številkah pa pravzaprav govoriva? Govorimo o številkah, ki so nejasne. Za slovenski del so bolj jasne. Uradno je okrog 28,000 ljudi iz teh 3 mest oziroma 4 občin, ki so danes. S tem, da takrat je bilo verjetno precej manj ljudi, kot jih je danes. Ja, v glavnem mestno prebivalstvo. Mislim, so šli tudi iz notranjosti Istre, ene vasi so se izpraznile, v glavnem je mestno prebivalstvo odšlo. Na ravni Istre, ker vemo, slovenski del je samo majhen, na ravni Istre je med 200 in 300 tisoč ljudi, torej odvisno, kako štejejo, no. Ampak prej sem hotela reči, da v bistvu vsak narod ne razmišlja o odgovornosti svoji, torej o teh temnih plateh, ne, o katerih bi mogli razmisliti, ali je res, ker moje prvo vprašanje, ko sem se lotila te raziskave, je bilo, ampak kako, tudi če je samo 200 tisoč, ne, ker ni malo, ampak kako lahko 200 tisoč ljudi prostovoljno zapusti svoje domove. Mislim, mene so to učili, ne? Ampak potem se vprašaš, a res prostovoljno toliko tisočev ljudi pusti? Kaj je ta prostovoljnost, ne? Tako da tako da bomo rekli, premalo smo naredili razmisleka o tem, ne? In v resnici bi mogel biti ta razmislek, ker nihče ne moramo, vedno samo za tekmovanje, kdo je večja žrtev, ne? Zdaj Slovenci tekmujemo z Italijani, ker smo mi žrtve fašizma, Italijani tekmujejo z nami, ker so oni žrtve, bomo rekli, komunizma in fojb in eksodusa, ne? Ne mi, ne oni nismo razmislili o drugih plateh, ne? Mislim, bomo rekli javni diskurs, strokovnjaki mogoče že razmišljajo, ne? Ampak koliko potem ta javni diskurs sprejme. Recimo v Italiji ni v javnem diskurzu nikakršne refleksije o posledicah fašizma in nasilja, ki je bil izvajan tu nad Slovenci in Hrvati in drugod v Afriki. In pri nas pa ni razmisleka o tej drugi plati, ki je tudi druga plat iste medalje, no? In samo tak razmislek bi omogočil eno sobivanje, bomo rekli primerno sobivanje, medetično mogoče sobivanje, ampak dokler vsak zavzema samo pravico do tega, da je izključno žrtev,
do tega ne more priti. Pa je možno, da to presežemo. Naprimer, tudi pišete v knjigi o raznih pobudah, kot so bile, ko sta se Mattarella in Pahor za roke držala ob bazoviški fojbi, za katere ravno zgodovinarji pravijo, da morebiti sploh niso te žrtve, o katerih sta onadva govorila tam notri. Ampak se zdi, kot da ni pravzaprav ta dogodek bil tako velik, kot sta si morebiti onadva želela, kot tudi ne vrnitev Narodnega doma v Trstu, naprimer v slovenske roke, kjer bo še vsaj 10 let noter pravzaprav univerza, ki nima veze s slovenskim življem. Je torej možno čisto z antropološkega gledišča res preseči kaj takega ali ponavadi enostavno pustimo čas v čas in se te politične strukture območij in teritorijev enostavno skozi desetletja, stoletja tako zamenjajo, da se pač pozabi? Se bojim, da se ne pozabi, ne? Če prepuščamo stvari času, se bojim, da marsikje potem znova izbruhne, ne? Ker potem se oblikujejo neke mite, ne? Recimo, če pogledate vojna v Bosni ali vojna v Bosni izhaja na osnovi teh mitov, ki so se oblikovali drug o drugem, kaj je srbski teritorij, kaj je bosanski, o vseh ranah, ki so bile prizadete drug drugemu med drugo svetovno vojno. In to so potem ljudje kakor pozabili, potiskali, ampak v resnici ni pozabljeno, ne. In v bistvu potem izbruhne, lahko še v hujši obliki, ne. Tako imamo tudi vsa ta mit o Kosovu, ne. To so vse stvari, ki imajo svojo moč, ne. Ta spomin ima moč in tudi, če je potlačen, se mi zdi, da je še huje, no. In zaradi tega, mislim, ko sem brala raziskave iz Bosne, ne, recimo zdajšnje raziskave v teh letih antropologi ugotavljajo, da je vzdušje še vedno tako napeto, kot da bi živeli v vojni, a v resnici se o vojni ne govori, ne? Ampak tli, ker se o tem ne govori in se ne soočimo, ne? Tako da jaz mislim, da pozaba ni rešitev, ampak rešitev je samo soočenje, ker pozabi se ne, ampak potem vedno to tli nekje in izbruhne v neprimernem času lahko še hujše, ne. Tako da, ja, mislim, da se da, predsedniki so naredili zelo napreden korak, no, in jih je res za spoštovati to njihovo moč. Mislim pa, da je zdaj na politikih, na ostalih politikih, da nehamo že si ustvarjati meje drug drugem in ustvarjati vsak mite o lastni žrtvi, ne, da vsak naredi eno refleksijo o sebi. Hkrati je pomembno, ne le na ravni politike, na ravni našega vsakdana, ne, da razmislimo tudi o drugem, da se naučimo poslušati drugega in poslušati resnico drugega. Zdaj, nikoli te resnice ne bodo enake, to ne smemo pričakovati, vsak ima svojo resnico, ampak moramo biti toliko empatični, da smo sposobni razumeti resnico drugega in jo priznati, ne. Zdaj v tem primeru bi rekla, tudi če bazoviška fojba je primer, ko ni bila raziskana in ravno zaradi tega, ker ni bila raziskana, se ustvarja mit o njej, ne, da je toliko in toliko ljudi in fojbatih. In kot pravijo zgodovinarji, preprečujejo se raziskave ravno zaradi tega, ker bi raziskave mogoče pokazale resnico, ampak ljudje nočejo resnice, ker živijo v svojih mitih, ne. Ampak, če je fojba boleč kraj spomina za eno skupnost, moramo mi to priznati. Ljudje trpijo, tako kot mi trpimo ob taboriščih fašističnih, ob požganih vaseh, ob vsem, ne. Torej, priznajmo drug drugemu svoje kraje, boleče kraje spomina, tako kot so naredila oba predsednika. Mislim, se mi zdi tu bistvena je res empatija in posluh drug drugega, no, in da sprejmemo resnice drugega, ne, da se ne kregamo, ker pogosto v moji knjigi
je bila reakcija, ja, kaj pa fašizem. Ja, tudi fašizem je bil, ne? Ampak poslušajte tudi to, kaj je bilo, ne? In dajmo potem sprejeti to bolečino drugega in jo priznati. Tudi bolečina drugega je prava, tudi če je naša prava. Ne? Tako da, ali se da, jaz mislim, da se da, no, ampak počasi. No. Mi smo, izhajajoč iz te knjige, smo letos imeli projekt Moja zgodba iz tišine, kjer smo s psihoterapeuti ravno vabili ljudi na obeh straneh meje, da so govorili o teh bolečih spominih. In mislim, da je bilo to je na mikroravni, ampak je zanimivo opazovati, ker je bilo prvič, da so bili v nekem laboratoriju, delavnici torej, ljudje, ki so pripadali različnim skupinam in tudi različnim kolektivnim spominom. Recimo po Iranu so bili skupaj rimasti, torej ljudje italijansko govoreči, ki so ostali, ezuli, torej migranti, in priseljenci iz Srbije. Vsak svojo bolečino. In drugega so poslušali. In to je bistvo. Samo, da se poslušamo, ne? In da priznamo bolečino drugega. Ja, ker mogoče že sama ta pozicija žrtve se pravzaprav že v tej slovenski nacionalno-državni entiteti nekako kaže s tem, češ tisti v Ljubljani so pogosto krivi, tisti onkraj črnega kala, pravzaprav. Je mogoče to neka, torej, preslikava pozicije žrtve iz prejšnje oblasti na zdaj to novo oblast, samo da je center moči lokacijsko drugje? Ja, mislim, že jaz sem imela probleme, ne, ker jaz nisem iz stranka in sem raziskovala Istro. Ne. Zdaj, kako si nekdo upa, ko ne pozna tega. Mislim, torej, jaz sem nad črnim kalom, pač prav nisem iz Ljubljane, sem s Krasa, no, ampak in na nek način pripadam tej isti regiji, kjer imamo vsi neke odnose z Italijo, no, in z Italijani in tako. Ampak že to je bilo, ne, kako boš pa vendarle ti, Kraševka, razumela nas iz strane. Ne. Ja, žal, tako bom rekla, Claude Lévi-Strauss, eden teh velikih antropologov, on je že zdavnaj rekel, da civilizacija se konča na meji lastnega plemena. Ne. Torej, vsaka vas, vsaka regija ustvarja drugega, ne, drugega, ki je neciviliziran, za razliko od mene, in tisti, ki je potem kriv za vse. Ne. Tako da smo spet tam. Ne. Mislim, smo spet na temu, da je vsako središče nase in ta drugi ostaja vedno drugi. Ne. In to se pozna tudi v odnosih v tej družbi, v Istri, ne. Kjer recimo ljudje, ki so prišli v Istro po vojni, torej živijo tu že 70 let in recimo so iz Ljubljane prišli, ali ne vem, z osrednje Slovenije, ki se nikakor ne uspe, ker se bojijo reči, da so Istrani, ne, ker Istrani, ne, jih ne nikoli sprejmejo. In to se je lepo pokazalo na eni od teh delavnicah, ki smo imeli s psihoterapeuti, ker pa smo imeli v glavnem skupino ljudi iz Istre, se zdaj bojim reči Istranov, ki so bili priseljeni, ne, in ko sem predavala o tej specifični zgodovini Istre, o tej menjavi prebivalstva, smo naleteli na veliko agresijo, na odpor, tako prav jezo, češ, kaj nam to govorite, mi tako in tako nismo Istrani. Ne? Mislim, tu živimo že 70-80 let, ampak tako in tako nam pravijo vedno, da nismo Istrani. Torej, in je videti ta brezkoreninjenost in to, da jih doma, kako zdaj, je težko za antropologa vse to ločevati, no, ampak te meje, ne, te recimo domačini, ki jih nikoli ne sprejmejo
za svoje, pa čeprav je to njihov dom tu, oni so zdaj strani, ampak bojo vedno naleteli na ta odpor tistih, ki so pa pravi iz strani. Ne. Tako da je, ko delam te raziskave, moram reči, da me vedno znova razžalosti. Predvsem na teh delavnicah, no, ko smo videli, kako ljudje živijo omejeni v tem svojem svetu, ne, in si vzpostavljajo meje med seboj, zaradi katerih pa potem trpijo. No. So v bistvu umetne meje, ampak so resnične meje. No. In vse izhaja iz tega, ne, jaz, center, ostali, civilizacija, drug, ne civilizacija. Saj že Grki so imeli izraz, ne, etnos so rekli domačemu, civiliziranemu plemenu, barbari so bili pa vsi onkraj njih, ta drugi, ne, in že od tu izhaja potem. Odvedno je, človek je žal svoj. Očitno se mi zdi, kakor da bi človek rabil ustvarjati družbene meje za to, da bi se lahko identificiral in živel. In z identificiranjem pravzaprav sebi razlaga sebe. Ali? Ja, mislim, zato, da se sam sebe lahko postavi na piedestal in da je drugi nekaj nižjega od njega. Ne. Kako pa je s tem, naprimer, v naslednjih generacijah? So, naprimer, ljudje, ki so bili na teh delavnicah, torej ta prva generacija, ali so bili mogoče med njimi tudi že kakšni potomci priseljencev? Ja, tako je. V glavnem je bila prva generacija, bila pa tudi druga generacija. Kar nekaj, ne? Torej, potomci in priseljencev in domačinov in vse te. Poznalo se je, da potomci priseljencev so bili blazno navdušeni na to knjigo. Ta knjiga je bila razprodana v 3 mesecih, kar je nenavadno za slovenski prostor. Sploh glede to, da je še dostopna na internetu zastonj. In videti je, da so končno spoznali tisto, o čemer se ni govorilo. Ne? Končno so dobili eno zgodbo, kjer so dobili ena trdna tla pod nogami, ne? Ker že njihovi starši se niso počutili doma tu, ne? Torej so bili tudi oni vzgojeni, da niso doma, pa vendar so doma, ker so tudi rojeni oni tu, ne? Ampak manjkala jim je pa ta ena vez s prostorom, ki jo pa starši niso mogli dati. Ne? In je vseeno videti ena potreba po iskanju korenin, oziroma potreba po iskanju zgodbe. In te zgodbe do izdanja te knjige ni bilo, ker se slovenski raziskovalci se niso ukvarjali s tem prostorom in se niti s temi velikimi spremembami, ki so se zgodile po Exodus, se ni nihče ukvarjal. Ne? Nihče ni govoril o tem izpraznjenem prostoru, kako so se novo naseljevali, kako so se ljudje počutili, kako so se te meje vzpostavljale. In so bile druge generacije na teh delavnicah v resnici ravno tako traumatizirane, ker niso imele trdnih tal pod nogami. Kot je rekla ena psihoterapeutka, je rekla, da šele s to knjigo je postalo jasno, zakaj se v Izoli ni nikoli počutila doma. Ne? Tako da tudi če je neizgovorjeno, je v resnici to še težje, ne? Ker to, o čemer se molči, ko se prenaša na naslednje generacije, ravno to je še težje, ne? Ker če bi bilo ubesedeno, človek lažje sprejme, ne? Ampak ravno o tem, da se ne govori in da se ne točno ve, kaj se je zgodilo, je to tisto, kar povzroča eno nelagodje. Ne? Tako da ta druga generacija je tudi zrasla v enem nelagodju. Pravzaprav zrasla tudi doma, pa vendar nekaj manjka, ne? En okvir, referenčni okvir manjka. No? Tako da sem videla, da so rabili eno to zgodbo, končno, s katero se identificirajo, in šele zdaj, po tej knjigi, recimo, marsikdo mi je rekel, da šele zdaj začel spraševati svoje starše, mogoče zdaj že prepozno, kaj se je pravzaprav takrat dogajalo, da so oni sami skušali razumeti. Nekateri v knjigi so upali ali povedali stvari šele potem, ko so bili udeleženci pokojni. Je bilo teh primerov veliko?
V bistvu pozna se, zdaj mislim, da se je spremenilo od začetka raziskave, od tega že 13 let, takrat, ko smo začeli o tem, ko sem spraševala, so me v glavnem zavrnili ljudje, predvsem Italijani so me zavračali, recimo 70-80% njih je zavrnilo pogovor z mano. No? In zanimivo mi je bilo, da tudi ko sem poslala mojo prijateljico, ki je iz italijanske skupnosti, čim je ona začela o tem govoriti, češ, dejte, govorite z njo, je raziskovalka, je bila tudi ona šokirana nad tem, da ji niso hoteli niti z njo govoriti o tem. No? Zdaj, ja, en pripovedovalec je rekel, ja, zdaj pa lahko povem, ker je moj oče že umrl, ne? Ker je moj oče umrl, pa verjetno zgodovinarji bodo tudi mogli zdaj sprejeti to po tolikem času. No? Zdaj se počasi razbija ta tabu, ampak dejansko te prvi pogovori so bili predvsem veliko ljudi, ki me je zavrnilo, če pa so že sprejeli, če sem govorila s Italijani, se je ponavadi končal pogovor v joku, ne, ker o tem sploh niso bili vajeni govoriti, niti med seboj niso govorili o tem, čim je nekdo omenil Exodus ali pa ne samo Exodus, ampak bolj to, kako so bili Italijani tretirani v tistem obdobju, ne, kot neki manj vredni, kot ne vem, kot se jih je zares marginalizirano, no. O teh občutkih ponižanja, no, ki so ga doživljali. O tem se je kar vse je utišalo, no, tako kot mi je govorila ena sogovornica. No. Zdaj, ko sem pa govorila s tistimi, ki so bili priča nekemu nasilju nad Italijani, ne, ker uradna naša verzija, interpretacija govori, da ni bilo pritiskov, da so se prostovoljno odločili te ljudje, 200 000 torej, za oditi stran. No, tisti Slovenci, ki so bili pa priča, ne le Slovenci, tudi drugi, ki so prišli od drugod, pa so malo utihnili, ali pa so potiho govorili, ali pa so se kar naenkrat ustavili. Ja, sem videl pritiske, ja, Italijanom so trkali na okna, fašisti, odidite, ampak niso hoteli pa več. No. Tako se je videlo, da se ne upajo, ker ta njihov individualni spomin ne ustreza kolektivnemu spominu. Ne. Ker to, kar so oni doživeli, ne ustreza naši uradni verziji preteklosti. Ne. In zato je boljše o tem molčati, če veš nekaj drugega, kot kar te učijo. No. Je raziskava torej še vedno v teku? Mislim, zdaj, po mojem čisto veliko novega ne moram povedati, še vedno mi je zanimivo, no, po tej knjigi me kličejo ljudje in tisti, ki prej niso hoteli govoriti, bi zdaj radi povedali svojo zgodbo. No. Torej bo še drugi del. Ja. Me pa zanima tudi primerjati, ko pa imamo različne vidike, pa imamo te ljudje, ki so se odselili, so potem šli ali po svetu, ali v glavnem so se naselili na drugi strani meje, predvsem v okolici Trsta in Trstu, kjer so pa mogli spet zaživeti slovensko skupnostjo, isto kot tu. In v resnici so tudi tam se vzpostavljajo enormne družbene meje. Meni je v resnici šokiralo, ko sem izvedela, da je bilo slovenskim otrokom, torej v Italiji, prepovedano se igrati z otrokom ezulov. Ne? Mislim, to pomeni, da so oni internalizirali ta sovraštva tu in jih prenesli na drugo stran meje in tudi tu živeli s temi sovraštvi naprej. In potem bi me zanimalo, kako pa je ta skupnost, torej te odnosi, ki so se postavili na drugi strani meje, ki je spet drugačen kontekst, ker pa tudi je slovenska manjšina, ki zelo sloni na tem žrtvenem kompleksu, ne, ampak v Italiji, ki fašizma ne prizna, torej so tudi oni zamolčani, ne, tam na drugi strani meje, medtem ko zgodba ezulov je tam javna, ne, in potem je zanimivo, kako pa se ta spomin ustvarja v eni skupnosti, ki je daleč stran od vseh teh etničnih konfliktov, ki jih tu živimo, recimo v Avstraliji, kako pa ljudje tam živijo in ustvarjajo spomin. Tako da v bistvu
če bo kdaj naslednja knjiga, bi me zanimalo narediti te primerjave med različnimi skupnostmi, kako se ustvarja spomin in kako je potem odnos do travme, ne? Kako se ustvarja oziroma kje je potem, ali je še povsod ostala travma ali pa lahko govorimo, da bo kje manjša. Zgleda, da ta zgodba še lep čas ne bo končana, najin čas pa se je žal zaključil, tako da bi se rada res zahvalila za osvetlitev tega področja in želim vso srečo z nadaljnjo raziskavo. Hvala lepa za povabilo. Vi, dragi gledalci, pa seveda vabljeni, da še naprej spremljate Megafon TV. Pa lep pozdrav.